Fantasy. Radio Fantasy. Ja, ostani zavedno in to so bili flirti, jaz pa lahko rečem dobro jutro, Manca, dotik lahkotnosti in prosim, ostani zavedno pri nas. Seveda, dobro jutro. Manca, da mi povej, si z dopusti že zaključila, si že v polnem zagonu z masažami? Pa iskreno zdaj še nisem čisto v polnem zagonu. Se veš, ne, uvajanje v vrtec, uvajanje v službo in tako naprej. Tako da, ja, no, počasi. Ja, sej počasi gremo mi tudi, ampak počasi pa, a veš, mi smo bili na dopustu in zdaj je spet nekako tak, da moj hrbet po dopustu rabi sprostitev. Res je. Ampak to nisem sam jaz edina taka. Ne, res je. Masaža je uvajanje v službo. Zaradi tega, ker poletje je tisti hektični čas, ko smo ful veseli, ful dobre volje, pride september, kar naenkrat vse se zgrine na nas, šola, vrtec, vse gre v tiste tipične stare tirnice, ne, in stres. Definitivno ful stresa in ogromno ljudi pride zakočenih v službo, kar pomeni, da je priti na masažo, no. Ampak, a veš, kaj je zanimivo, da vedno je hrbet tisti, ki trpi. Oziroma, najpogosteje je, da verjetno masiraš hrbet, ne? Ja, pa seveda, no, poleg glave, nog in trebuha, a ne? Pa še kaj. Glih sem ti hotel reči, ker si rekla še glavo zraven. Zdaj mi, da so že povedali, da maserka Manca, a ne, iz dotika lahkotnosti, dejansko masiraš telo, Tako ampak je. zraven delaš pa tudi energetske masaže. Res je. Kakšna je zdaj razlika mogoče za tiste, ki še ne vejo, kakšna je razlika med klasično masažo in energetsko Pa terapijo? sej veš, ni velike razlike, tako kot sem že takrat rekla, ker človek skozi roke vedno proizvaja energijo in jo vedno daje. In mi energijo itak si izmenjavamo konstantno. Kar pomeni konec koncev, priješ na masažo, priješ na nek način energijsko masažo, vedno. S komorkoli, kadarkoli, kjerkoli. Kar je bolj za poudariti, je to, ko si omenila hrbet, zakočenost hrbta, ramenskega obroča. Tukaj je največ energijskih točk in hrbet je v bistvu zelo, zelo pomemben, ker je vendarle hrbtenica tista, ki nas drži po konci. Ne? In kaj recimo tebi osebno kot maserki je ljubše? Recimo, kateri je tvoj najljubši del telesa, ki ga rada masiraš, pa kaj misliš, da je nam kot tvojim strankam ljubši del telesa? Je to enako ali? Veš, kaj ti bom rekla? Ko pridejo k meni na odklop glave, grejo od mene, da ne vejo niti, kako jim je ime. Tak se sprostijo. To je zdaj dobra ali slaba stvar, veš? Ful dobra, ker dejansko meni je tako fascinantno gledati stranke, ko pridejo iz odklopa glave. No, imam še eno masažo Feniks, ko delam posebno masažo hrbtenice in glavo zraven. Ko reče, veš, Manca, jaz ne vem, koliko ti moram plačati, niti ne vem, kam sem zdaj namenjen, ampak bilo je odlično. Se pravi, ti sam reč, 5 milijonov bo čisto v redu, ne? Namest loto dobička. Čakaj, koliko moram pol tebi dati? Se bomo pa izmenili, bomo skompenzirali. V glavnem, hotela sem te še vprašati, zdaj jaz recimo sem šla tudi k tebi na energetske masaže, tudi klasično masažo, pa limfno drenažo. Ti imaš dejansko masaž cel spekter. Res je. Koliko pa se ti odklopiš? Če bi vprašala mojega moža, nič. Aha, se pravi, ti tudi greš potem kam na masažo? Res je, jaz pa imam anodobnik v Beladoni za ročno limfno drenažo, tudi moja učiteljica. Potem imam Nežo, kot sem že zadnjič rekla, v Žalcu, ki pač me poštima za poletje, za vse moje bolečine poskrbi in tak naprej. No, imam pa tudi mojo Matejo v salonu, ki pa poskrbi za moj obraz, da je lep, pa za Se pravi, to, se da je pustiš vse. tudi ti razvajati. Res je. Zdaj, jaz sem tako rekla, glede na to, da je ura 6:45, ne, mislim, da si moja najhitrejša gostja. Oprosti, kasneje nisem mogla. Ja, sej, Manco dobiti je kar težko, ampak vseeno tudi kakšen terminček se še vedno da zabukirati. Ja, septembra je pa zdajle, lahko rečem, še zelo, zelo prost za enkrat. Tako da, če pohitijo, bomo še kaj najdeli. No, ampak recimo, kakšno imaš razmerje, časovni okvir za masaže? Od pol urce, uro pa pol, 2 uri?
Lej, od 20 minut do 2 uri je ta časovni okvir, ko se oni lahko odločijo, da bi imeli masažo. Delamo različne kombinacije v eni masaži, tako da v bistvu jaz lahko rečem, moja posebnost je to, da ne rabiš mi vnaprej veliko povedati, kaj bi imel, ampak samo časovni okvir rabim vedeti. Povedati mi morajo, jaz bi imel samo tole masažo z vročimi kamni, to pa mi morajo povedati, zato da jaz kamne zagrejem. Ja, no. Ne bomo se zmrzli mi masirali, ne? Hočeš reči, da s kamni masiraš Hrbet? hrbet? No, to pa še nisem bila. Manca, dejva zdaj si pikico odahnati, potem pa nadaljujeva, ker jaz imam ene par vprašanj še za tebe, takih zelo specifičnih. In dragi poslušalci, če še niste z dopusta šli na masažo, je zdaj pravi trenutek, da to storite. Evo, pa smo nazaj. Z vami sem Šuši na Radio Fantasy, z mano pa je maserka Manca iz Dotika lahkotnosti. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Zdaj si se že malo zbudila, mislim, jaz lahko to za sebe rečem, ker ti si po konci še pred mano očitno. Res je. Ponavadi si takle čas na treningu, ali masiraš, zdaj si pa na radiju. Ali pa možu težim. Ok, dober, ta del ne rabijo vsi vedeti, itak vejo, kakve smo ženske. Manca, da mi povej, kako bi opisala svoje delo v primerjavi moški in ženske. Zdaj te pa sploh ne razumem. Saj veš, kdo pride večkrat, Aha, to te zanima. kdo pride večkrat, na kakšen način, mogoče se veš, moški imajo kakšne pomisleke pri masažah ali pa kakšno nenavadno vprašanje ponavadi. O nenavadnih vprašanjih res ne bi, ker vsi vemo, kam pes taco moli, a ne? Ne delam erotičnih masaž in jih ne bom delala, tako da prosim. Lahko vas sam s kamni obmetava. Res je, Vročimi. sem tudi mojstrica tekvandoja, tako da prosim, ne z erotičnimi vprašanji. Ok, torej moški pridejo ponavadi na kakšno masažo? Veš, kaj ti zdaj, če si iskreno povedala, isto kot ženske. Tudi moški imajo radi ročno limfno drenažo, ki je izredno nežna tehnika, radi imajo masažo glave, indijsko masažo glave, totalni odklop. Ni razlike. Tudi sama, ok, imam več žensk, ker ženska si bo vendarle malo večkrat vzela čas za razvajanje, rečemo temu tako, ampak da bi pa prav roka rekla, moški imajo striktno to, ženske striktno. Ne, imam ženske, ko ne prenesejo nežnega dotika, ko želijo, da jih zlamaš na mizi. Imam moške, ki lahko celo sebe ubesem na mišico. Dragi poslušalci, mogoče vam bom sam povedala, pejte si pa pogledati posnetek na YouTube, ko Manca razlaga, takle pa s komolcem pokaže, tako zgleda super. Ja, si kar močna, ne? Pri teh zadevah s komolčki. Ker To morajo stranke povedati. Jaz sem najbolj nežno bitje pod soncem. dok ne prideš na njeno masažno mizo. Hec. Jaz, ko sem bila na zadnje pri tebi, si mi delala z unimi Ventuzami. z vakumom. Ventuze. Okay. Kaj narediš s tem dejansko? Kaj je sploh to? Ker vsi smo že videli koga, ko ima po hrbtu kroge narisane, pa to niso olimpijski krogi, taki fariolični. Ne, to so od tiste džezvice za turško kavo. Okay. In dejansko, kaj pa s tem počneš? Veliko bolj sprostiš mišico, res, veliko bolj sprostiš mišico, tudi nekako se vidi, kje je bolj zategnjena mišica. To je pač pripomoček za nas maserje, da čisto iskreno povem, en mečken lahko pol počijemo vmes, ne? Ker konec koncev masaža ni lahko delo. Energijsko naporno, fizično naporno in zato tudi maserji rabimo 3 minute, da zadihamo. Ampak to, jaz vem, ko mi moj reče doma, da me malo zmaseri, pa da me malo počohi. To je res naporno, a veš, od čohanja pa od masaže, to dejansko kaj rabiš, tudi ti kondicijo v rokah. V celem telesu. Koliko to skrbiš za tako kondicijo? Res hodim redno na telovadbo, tule v Celje v X-Body. Nimam veliko cajta, zato kratka telovadba čim bolj efektivna. Najprej nisem hodila na telovadbo in lahko rečem, da sem dobila izgorelost. Nekakor nisem se mogla več pobrati nekaj časa, bila sem res čist na dnu. In ko sem ugotovila, kaj treba spremeniti, to spremeniš. Ne? Sej, ok, imam doma 3 otroke, itak moraš tudi za njimi laufati. Zdaj nič več, hvala Bogu, so že malo večji. Ampak vse, ne? To ni to, res rabiš
neko orang telovadbo, neki orang za moč narediti, zato da ti dejansko lahko to delo opravljaš. Kdo reče, da je masaža neki v easy, ono tretje, ni še bil Na pravi masaži. ne, niti ni masiral tako, kot je treba. Torej, dragi moji, absolutno bo treba skočiti na masažo, na odklop glave, kot Manca reče, pa tudi, da malo sprostite svoje mišice. Obljubim vam, da boste odšli lahkotni iz dotika lahkotnosti. Kje, Manca, te pa najdemo? V Celeja parku Celje, 5. nadstropje. Dejva malo bolj podrobno. Zdaj, če se pripeljete z avtom v avtohišo, v garažo, Ja, dvigalo te pripelje. tisto dvigalo večkrat ne dela, ko dela. Ok, imate stopnice, se tudi da prideti. Se da, pridete se mi treba na vrhu mene poklica, da jaz odprem, drugače pa, če pridete peš, je zunanji vhod najboljši ta stranski, med Fursom pa avtobusno postajo, greste noter, takoj imate na levo dvigalo stopnišče in v 5. nadstropje. To je edino dvigalo, ko pride v 5. nadstropje, tako da ni druge poti do mene. Se pravi, Celeja park Celje poznamo, kje je, 5. nadstropje in tam se lahko sprostite, odklopite glavo in Manca bo ziher našla pravo masažo za vas ali pa energetsko terapijo. Točno to. Mava darilne bone? Imava. Lahko. Se pravi, lahko to darilni bon kupimo pri tebi. Lahko kupite darilni bon, lahko ga pošljem na mail, tako da v bistvu niti fizično ni treba priti do mene. To sem tako tudi poskrbela, zato da je res čim lažje vsem in to je to. Ja, dragi moji, to je to. Torej, Manca, hvala za takole jutranjo uro in jutranji čvek ob prvi kavi. Ti sicer kavo si že spila svojo. Zdaj pa ti pejte težit naprej, ker sem čula, da te dragi danes vozi okoli, si princeska Sopotnikova. Ja. Kak lepo. Hvala, ker skrbite tudi tekle za naše maserke, da se potem lahko tudi maserke sproščajo z nami. Evo, hvala in rekla bom, pridi še kdaj, pridi spet kmalu, ker mislim, da bova decembra pa mi dve imele spet kakšno takšno debato. Tudi ti pridi kmalu. Absolutno, takoj, ko mi bo čas dopustil, ampak se veste, čas si je treba vzeti. Točen to. Evo, Manca, hvala ti, vi pa ostanite z nami, ker imamo še kar nekaj poletnih hitov za vas. Radio Fantasy. Radio Fantasy.